Ampak tista ena beseda, ki tebe mislim, da kar dobro opisuje in kar smo že doživeli, ja, borbenost. Ampak za ta prave stvari. Ok, hvala, saj neki. Lep pozdrav še enkrat. Mogoče samo toliko, no, tlele noter manjka še ena besedica jamstva, ne, in če bi še dal jamstvo noter, bilo v 2 vrsticah, ne. Tako da bi bil še malo daljši sklad. No, ampak samo toliko, da veste, kaj recimo jamstva pomenijo. V petek, se pravi čez 2 dni, bomo izplačali jamstva bivšim zaposlenim Adria Airways v višini skoraj 2 milijonov. Vključili smo pa 474 bivših zaposlenih v izplačilo jamstev. Tako da to je en del, ki ga sklad dela in na podlagi tega bo tudi Adria Airways v stečajnem delu ratala naš največji dolžnik na skladu. Tako da smo pa zdaj, bom rekla, kar tako naredili eno zelo veliko delo, da smo lahko vse te osebe spravili, se pravi, da smo jim bomo izplačali jamstva. Hkrati smo jih pa en delček, mislim, da jih je cirka 170, spravili v en naš projekt, ki mu rečemo SPIN. To pa je za zaposlene, projekt za zaposlene oziroma bivše zaposlene, ki pač jih na nek način z usposabljanjem oziroma jih motiviramo, da se vključijo v izobraževanje, da lahko naprej delajo. Kot veste, letalstvo je pa zelo ena taka velika specifika in tudi zaposleni na takih podjetjih imajo prav konkretna in točno določena specifična izobraževanja, tako da v tem delu upamo, da imajo temeljne kompetence res izrazite, da bojo lahko se preusmerili na druga področja dela. Poleg dira, ki ga bom pol malo kasneje povedala, ker mislim, da ni vse tako slabo, kot se sliši, in smo tudi, naši projekti so del nacionalnega izobraževalnega programa izobraževanja odraslih in mislim, da v tem delu tudi prispevajo največji del udeležencev. In poleg Zavoda za zaposlovanje tudi predstavljajo največja sredstva vložena v zaposlene in brezposelne osebe, ko smo prej govorili o ciljnih skupinah. Imamo še projekt PUT, to je se pravi praktično izobraževanje in usposabljanje v delovnem procesu. Prej je bilo rečeno, da mogoče ne znamo povedati, kaj so plusi pa minusi določenih projektov, da določeni projekti niso jasno razvidni, da so neprepoznavni. Ampak recimo, PUT lahko poveš tako, da suhoparno, da smo plačali, da preko tega projekta mentori in dijaki in študenti ter vajenci dobijo izplačilo za svojo praktično usposabljanje v delovnem procesu, konec, zelo tako nekaj takšnega. Če pa rečeš, da govorimo o tem, da govorimo o medgeneracijskem izobraževanju, da dobivamo pridobivanje specifičnih kompetenc z vidika dela, če govorimo o kulturi organizacij podjetij, pa lahko iz tega naredimo zgodbo in jo predstavimo na čisto drugačen način, na način, ki je tudi širši publiki razumljiv. No, potem imamo 2 projekta, en so študentski inovativni projekti za nevladne organizacije in en je po kreativni poti do znanja, ko govorimo o inovativnosti v delovnem procesu s podjetji. V tem delu zopet lahko bi govorili suhoparno, ampak te projekti so več od suhoparnosti. V teh projektih govorimo, bom rekla tako, pri šibkih govorimo o socialni inovativnosti, nekaj, kar naša družba potrebuje, nekaj, a veste, ko imamo vsi te epe na telefončkih, ko lahko rečeš SOS za odrasle, kje je bila ta zgodba narejena? V študentskem inovativnem projektu. To je zgodba, ki jo lahko, se pravi, te projekte bi lahko družba vzela in jih nadgradila in bi projekti dejansko za družbeno koristili. Naučijo se sicer
študenti delati v timu, delajo z mentorji, imamo medgeneracijsko zopet prenos znanja in usposabljanja in mislim, da sta to res ene dva taka res zlata projekta. Da povem eno zgodbo. Pri Šibkih je en od projektov dobil Val v Zorjevo nagrado. To za leto 2018. Govorimo o projektu muzeologije. To je najvišja nagrada države na področju muzeologije, kjer so študentje s pomočjo kustusov v muzejih naredili razstavo oziroma razvili metodiko in didaktiko predstavitve neke razstave za otroke s posebnimi potrebami in za odrasle s posebnimi potrebami. Se pravi, kako približati razstavo posamezniku, govorimo o človeku. Pol pa gremo na une hujše variante, ki jih imamo, ki pri našem delu tudi dosegajo najboljše rezultate, kompetenčni centri in celovita podpora podjetjem za aktivne starejše. Ja, kompetenčni centri, zdaj mislim, da so že ta tretji. Kaj smo naredili? Nekaj iz ideje, ker nismo vedeli, da bo to v Sloveniji delali, da bomo delali na povezovanju podjetij v posamezni panogi. Noben ni vedel, ali smo to zmožni narediti ali ne. Se je razvil projekt, ki je ratal prepoznaven. Metoda, se pravi, tega kompetenčnih centrov je ratala prepoznavna v Evropi. Ta model hodijo gledati podjetja iz Evrope. Se pravi, nekaj, kar smo mi naredili in kar je naše znanje. Ne, kar je naredil sklad, da ne bo slučajno pomote. Kar so naredila naša podjetja. In poleg tega, da se usposabljajo v podjetjih za potrebe podjetja, bom jaz rekla tako, zgodba izobraževanja in usposabljanja zaposlenih je ratala kolateralna škoda. Ne, da je to srčika samega projekta. Ja, dajemo denar, ampak kakorkoli je bilo danes rečeno, vlagali smo v ljudi in z ljudmi v organizaciji je rastlo podjetje. To je point. In vse povezave, ki so bile okrog. In zdaj, ko govorimo o celoviti podpori za starejše zaposlene, ja, tudi to smo mislili, da se ne bo prijelo. Pa se je. To je en delček, ki smo rekli tudi, da ne bomo odkrivali neke tople vode, pustimo podjetjem, da delajo to, kar itak bi morali delati. Izobraževati in usposabljati svoje ljudi in skrbeti za svoje starejše zaposlene. Denarja je bilo veliko, moram reči, da v eni minuti smo razdelili 10 milijonov. V eni minuti. Denarja. Tako da naša baza, recimo podjetje, ki sodelujejo v vseh projektih, moram reči, da je zdaj že pa malo več kot 30,000 subjektov imamo v tej bazi, s katerimi lahko delamo in jih povezujemo. Ko pa govorimo o učinkih izobraževanj, govorimo pa v cirka 45,000 zaposlenih na letni ravni. To pa ni mečkana številka. Tako da, ja, zdaj, mogoče ste tudi to videli, da ste opazili našo akcijo in sicer stari imamo problem. Ste opazili? In kakšna se vam je zdela? A je bila fajn? No, odzivi so bili pozitivni in negativni, ne? In eno podjetje se je name obrnilo in je rekla, Irena, ne, mislim, kva ste pa napisali, stari imamo problem, pa daj se vsi vemo, da je problem, ampak a je treba o temu javno govoriti? Zakaj? Kaj se je njim zgodilo? Ne, zaposleni so rekli, a se bomo mi na to prijavili, a bomo mi bili deležni tega projekta, a bo vodstvo naredilo kaj, da bomo mogoče do tega prišli. Jaz sem pol tudi temu gospodu odgovorila, sicer zelo prijazen, da
Slovenija je, ali bomo tako rekla, že desetletja govori o različnih problemih. Bom rekla o izzivih. Ampak zdaj imamo pa problem. In pojavil se je izziv, kako rešiti ta problem. Ne, se pravi, mi se ne pogovarjamo, mi smo zdaj v situaciji, kjer se ne pogovarjamo več o izzivih. To so problemi, za katere moramo rešiti. Če jih ne bomo rešili, pol bo za vse, kar tle noter sedimo, vse za nami, vse pred nami slabo. Zdaj smo v tej fazi, ko moramo to narediti. In tudi s projektom ASIO, ravno to, kar je bilo danes tudi izpostavljeno na vseh konferencah, na vseh usposabljanjih za vodstvene kadre v podjetjih, tukaj ne govorimo samo o človeških virih, pa v kadrovskih službah, govorimo o direktorjih, za njih imamo prav posebna usposabljanja, zato, da bo prišlo do tega, da bo nekdo rekel, jaz sem odgovoren za moje zaposlene in jaz sem ponosen na svoje zaposlene. In da smo zdaj pri tem, da ne boste rekli, da vam nekaj učitam ali pa da nekaj govorim, kar sama ne delam. Ponavadi to, kar govorim, tudi delam. V naši organizaciji, ki šteje 106 zaposlenih, imamo vsak dan jutranje telovadno 2 skupini po 15 minut. Telovadi več kot 50 zaposlenih. Vsak dan, pa ne skozi isti, menjavajo se. To je ena zadeva. Druga zadeva, ko sem prišla na sklad, sem ugotovila, da v znanje in kompetence zaposlenih nekdo ni vlagal že več kot 10 let. In smo naredili program izobraževanja in usposabljanja, imamo program ločen na to, da ga delamo na del, kjer je pomemben za podjetje in ki je pomemben za osebnostno rast posameznika. In tako, kot je bilo rečeno danes, ko sem prvič merila klimo v podjetju, je bila ta klima 3,6, kar ni slabo. Ne, da no slučajno pomote, to ni slab rezultat. Ker 5 ni. Če je 5, potem je nekaj hudo narobe. Ne? Tako da, ko smo merili naslednjič, je bila ta številka tudi 4, pa še malo. Tako da se zgodba izboljšuje, ampak jaz ne pričakujem, da bo 5. Ne, pa tudi trudila se ne bom, da bo 5, ker ne more biti. Prav? Ok. Zdaj, da se pa spustim na dir. Dvig izobrazbene ravni, vam povem par samo podatkov. V obdobju junij 2017 do tega meseca 2019 je bilo ugodenih 2377 vlog. 36 posameznikov smo obravnavali dvakrat, ker so dvakrat dvignili izobrazbeno raven, se pravi z osnovne šole na poklicno in poklicno na tehnično. Največ so uveljavljali za stroške za srednje poklicno izobraževanje 469, za strokovno 642, poklicnih tečajev je bilo 119 in priprave na splošno maturo 64. Me je pa prestrašila številka, se pravi, starejših posameznikov od 45 let je bilo v tej celotni zgodbi samo 141. Se pravi, to je tista ciljna skupina, o kateri danes govorimo. Ne? Tako da ta zadevica se mi zdi v tem delu ni ok. Mogoče bi bilo treba ta projekt, če bo na naslednji perspektivi, ker me pač tudi zaradi drugih obveznosti prejšnji teden ni bilo, bi ga bilo potrebno peljati naprej, ampak ga bi bilo treba razviti na malček drugačen način. Danes je bilo tudi rečeno, da se ministrstva med sabo slabo povezujejo. Moje osebno mnenje je, da je ta odnos predvsem odvisen od kemije
zaposlenih na posameznih ministrstvih. To je moje osebno mnenje. Imela sem tak občutek, pri nekaterih ministrstvih, ko sem še delala na ministrstvu, je bilo lažje, pri nekaterih ministrstvih je bilo težje, pri nekaterih ministrstvih je bilo nemogoče. Zdaj, neko prisilno medresorsko usklajevanje nečesa ne vodi nikamor. In jaz mislim, da bi mogli vsaj eno zgodbo vzeti v zakup in to je pri kompetenčnih centrih. To, česa smo se najbolj bali, da skupaj ne moremo delati in skupaj ne moremo sodelovati. Manjka nam ta kompetenca, da smo zavzeti za eno idejo. Manjka nam jasno določen cilj, kaj želimo, ker ko bomo vedeli, kaj želimo, bomo do tja tudi prišli. Če pa ne vemo, kaj želimo, pa do tja ne bomo nikoli prišli, ker bo bilo 100 stran poti. Ne gre, te zadeve ne gre in še nekaj. Med sabo se gledamo, kot da smo totalna konkurenca en drugo. Bog ne daj, da pogledaš čez moje planke, ker bom dvignil ograjo še za pol metra, da Jana všvidim. Ampak dajmo narediti zgodbo, mislim, da si jo zaslužimo, mi si zaslužimo to zgodbo in država si zasluži to zgodbo in nekaj delamo na ljudeh, delamo na sosedih, delamo na žlahti, delamo na naših otrocih, delamo na starejših, delamo na naših zaposlenih. Dajmo gledati posameznika kot človeka, dajmo ga opolnomočiti, dajmo pogledati, kaj mu manjka, kje mu lahko pomagamo, kje lahko druga ljudska univerza pomaga drugi ljudski univerzi, kje so stičišča, kje lahko nekaj skupaj naredimo. Resursov ljudi ne boste kmalu več imeli. Pa še stari bojo. Prav? Tako kot sem že danes enkrat rekla, dajmo spremeniti ta naš mindset, dajmo se dogovoriti, da zjutraj, ko se pogledamo v ogledalo, se lahko pogledamo in zvečer, ko gremo spat, si rečemo, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči tisti dan. Da bo vsem nam boljše. In jaz mislim, da smo zdaj na tej prilomnici, ko bo mogel to narediti vsak. Tako da lahko se oglasite kadarkoli na skladu, če rabite karkoli, pridete na naše delavnice, so brezplačne, dejstvo je, da ko odpremo delavnico, je polna čez pol ure, tako da morate biti zelo pozorni na naše novičke. Danes je bilo tudi rečeno, da je treba paziti, kdo poučuje. Mi pazimo, kdo poučuje, pri nas ne poučuje kar nekdo, Vedno se trudimo izbrati top strokovnjake na posameznem področju, nekoga, ki bo res znal vas povedati, vam potegniti, vam nakazati pot in vam hkrati nakazati rešitve. In zdaj, če smo rekli, stari imamo problem, vam jaz rečem, stari mi imamo pa rešitev. Tako da jaz vam želim uspešno delo za naprej. Kar bo pa se odražalo v našem nacionalnem programu, bo pa po moje Katja povedala, Anada. Nič ne boš povedala. Aha, še nekaj. No, sem toliko mogoče, ko vas zanima, kaj pa kako za naprej. Sklad bo tudi naprej v naslednji perspektivi delal na 2 programih, kompetenčnih centrih in na celoviti podpori podjetjem za starejše zaposlene. S tem, da bomo, mislim, da dali še eno varianto v projekt in to je prilagoditev delovnih mest za starejše. Jaz tudi upam, da nam bo uspelo v perspektivi odpreti vrata tudi za javni sektor. Ker mislim, da na javnem sektorju v tem delu ne delamo dovolj, da ne bom preveč kritična.
Ste začeli, evo, super. No, saj nekaj. Jaz pa upam, da vas bomo lahko tudi s določenimi finančnimi sredstvi podprli. Nekaj se pogovarjamo tudi o neformalnem izobraževanju in usposabljanju, da bi ta projekt peljali naprej. Bom rekla tako, da projekt smo imeli odprt, mislim, da 8 mesecev, vključitev je bilo pa, mislim, da 2000, skoraj pa še nekaj. Tako da to so zadeve, ki pač nekaj tudi pomenijo. Kar se pa tiče digitalizacije, pa strahu. Ob prevzemu sklada je na skladu delovalo 12 samostojno delujočih informacijskih sistemov. Noben prej ni poskrbel, da bi ta zgodba procesno bila spravljena na isti nivo ali pa v isti proces. Na skladu moji zaposleni, bom rekla, lansko leto sem jim povedala, ko imam pač srečanje s svojimi zaposlenimi 3-krat na leto, da nas čaka pot in krit, kot je Winston Churchill rekel pri drugi svetovni vojni. Sem rekla, in zdaj smo na polovici. Obremenitev zaposlenih ob uvedbi novih platform in novih procesov, še posebej, če so digitalizirani, pomeni izjemno velik napor. Tudi pri nas na skladu je povprečna starost sklada je 46 let. In ni bilo lahko in ni lahko. Ne? In zdaj, če si to predstavljam v drugih delovnih procesih, kot so v podjetjih, kjer se te zadeve uvajajo, ta zgodba ni lahka. Po drugi strani imamo pa tudi strah starejših zaposlenih, predvsem starejših zaposlenih, kaj se bo dogajalo z njihovimi službami, to, kar vidite, ponavadi tako gremo v digitalizacijo, robotizacijo, pa ne vem kaj še vse, ne? Kaj pa je bolj naslednje vprašanje novinarja je in kaj bo z vašimi delovnimi mesti, ne, ki bomo pa naredili delovna mesta. Delovna mesta so, ne, naših delovnih mest ne more nadomestiti robot, niti umetna inteligenca. Zakaj pa ne more? Zato, ker mi delamo z ljudmi. Zato naših delovnih mest nobeden ne more nadomestiti. Pa še nekaj bi rada povedala. Izobraževanje učiteljev, strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih je izjemno pomemben. Mislim, da v zadnjih letih smo v tem delu naredili premalo. Nekaj smo naredili, ampak naredili smo premalo. Jaz mislim, da moramo veliko truda in naporov in denarja vložiti v to, da usposobimo naše učitelje, ki ste videli, kje imamo zaupanje, ne, ko da mama otroka v šolo, zaupa in ko gremo k zdravniku, zaupamo. To sta samo 2 poklica, ki imata to konotacijo. Nobenega drugega ni. Mogoče še taksist, ki se noter usedete, pa rečete, se bom prišel domov, sigurno. Ampak hočem vam povedati, da v tem delu je treba nekaj narediti. Nisem mama, tudi vidim, kaj se dogaja, tako da tudi vidim, kaj je na področju izobraževanja odraslih. Če bomo še na tem segmentu naredili veliko, bomo tudi tiste številke, Petra, s katerimi se strinjam, so grozne, ne? Premaknili na bolje, ampak z nami, ne? Tako da hvala.